Ta 46 metrov visok zaščitni znak Brežic bodo začeli temeljito prenavljati. Med drugim bodo uredili razgledno točko. Poleg tega pa bo noter več nadstropij, v kateri bo možno tudi predstaviti praktično celo našo znamenitost občine Brežice in pa Posavja. Kot je ob podpisu pogodbe povedal brežiški župan Ivan Molan, so v letu 2020 uredili lastniško razmerje z najemnikom, februarja letos pa je občina pridobila gradbeno dovoljenje za obnovo. Pri obnovi bo izjemno pomembna rekonstrukcija stolpa za zagotovitev stabilnosti in potresne varnosti, saj je pregled objekta razkril, da je vodovodni stolp le še 60% potresno varen. Obnova bo zahtevna tudi zaradi majhnega tlorisa. Izvedba same obnove bo zahtevna zaradi majhnega tlorisa, torej pričeli bomo z rušitvenimi deli v kletni etaži in rešitvami temeljenja. Potem pa se po višini dvigovali in predvsem prioritetno reševali statično sanacijo, šele potem sledi vgradnja novih vsebin. Zraven smo odkupili tudi zaščiteno sosednjo stavbo, katero želimo prenoviti kot paviljon, kajti ta stolp ima relativno malo površino, zato je potrebno še zagotoviti dodatne prostore, tako da bodo lahko obiskovalci sprejeli vsaj 1 do 2 avtobusa naenkrat. Začetka obnove se veselijo tudi v krajevni skupnosti Brežice, sploh ker je poleg brežiškega vodovodnega stolpa edini še ohranjeni iz začetka 20. stoletja, tisti v Kranju. Se pa že letos vidi, recimo pri nas ljudje ves čas sprašujejo, kdaj bo možno stolp, ljudje so že v pričakovanju, tudi turisti, ko vidijo ta stolp, vedno sprašajo, se gre lahko noter, in jaz mislim, da bo to velika priložnost oziroma dodatna ponudba za naše mesto. Vrednost obnove znaša 1,5 milijona, sredstva zanjo so zagotovili v občinskem proračunu. Vkolikor se bi pa v tem času pojavil še kakšen razpis, na katerega bomo pa lahko se prijavili, bomo pa seveda z veseljem iskali še dodatne možnosti financiranja. Rok za dokončanje del, s katerimi bodo pričeli v dobrem tednu dni, je konec maja prihodnje leto, za obiskovalce pa bodo stolp predvidoma odprli konec leta 2022.